Tokrat se stvari lotevamo malce drugače. Zato, ker smo v družbi posebnega avtomobila. Chevroletjevega Camara bomo predstavili generaciji, ki je bila v 60. letih prejšnjega stoletja seveda v vzponu, na vrhuncu svoje moči. Generaciji, ki je bila v času, ko je njegov predhodnik kot ena od izvirnih ikon ameriške avtomobilske povojne renesanse s svojimi 8-valjnimi pljuči pravzaprav dihal isti zrak. In veste, tudi tista generacija je sanjala. Sanjala je o svojih avtomobilskih ikonah, le da si jih oni niso ogledovali na namizih računalnikov, kričeče velikih posterjev si niso obešali na stene svojih sob. Ne, oni so izrezovali majhne črno-bele članke iz časopisov in svoje idole so si ogledovali v tistih redkih kinodvoranah, kjer je včasih bilo spregledati kakšnega Mustanga, Corvetto ali pa celo originalnega Camara. Vse ostalo je bila za njih Amerika. Ampak danes je Amerika pri nas in je prišla na obisk. Stanovalce centra starejših v Trnovem sem, brez da bi izdal, s kakšnim avtomobilom sem se pripeljal, najprej prosil, naj mi opišejo tipični ameriški avtomobil. Ameriški avtomobili so praviloma večji. V glavnem gre za limuzine. To je velik avto, dolg, večji del ga je sam motor. Predvsem si predstavljam veliko kubaturo. Nekaj megalomanskega, nekaj kvalitetnega in nekaj komfortnega. No, pa da je precej požrtničič, po pravici povem, ne. Jaz v Ameriki sem videl stare ženske, take dolge avtomobile, pa nizke. Veste, kako ona vozi? 30 km pa takole vozi. Kaj pa za Chevrolet, a ste že kdaj slišal? Seveda, Kaj veste o Camaru? Camaro je bil šminka. Kakšen pa je bil vaš prvi avtomobil? Fičo, Fičo? Ste bili zadovoljni? kaj drugega ni bilo. Želje so bile, samo ni bilo pa možnosti. Včasih je bilo avtomobile iz tujine v Jugoslavijo težko pripeljati. Ni bilo kar tako, ne? Ne, to je bil cel postopek povezan s številnimi papirji. To ni bilo tako enostavno, ne. Tisti, kjer je bil gor, je pa lahko pripeljal in pol tle prodal. In potem je končno prišel čas, da najradovednejši in seveda najpogumnejši tudi prisedejo. A ste pripravljeni, da malo pogasil stolpa? Ja, samo da se bom, seveda. Tako, ja, da te vzit pritisne. Me ni strah. Vi sam rečete 3-4, zdaj pa bom dal gas. Ne upam si. Madonna. Dolo. Moram povedati, v pravici sem nekdaj vso to ameriško zadevo me je frapiralo, dobesedno. Ja. Pa se nič prestrašil. Vas ne moram, ne? No, evo. Malo je bilo, ja, seveda, malo je bilo mokro, pa Malo je mokro, ja. Joj, a je to mogoče? Mečka me pa strah. Kaj pa zvok vam je všeč? Ja, močan je, to je, mora imeti. Sram bi zgledal, če mu je tak piskajoč. Pa tako lepo tih teče. Nič ne ropotamo, in Fičo je tako ropotov. A ja, Fičo je bolj ropotov kot ta. Ojej. Joj, ta zvok, to ni zvok, to je muška. Jaz se pa tako rada peljem s kakšnim lepim večjim avtomobilom. Sem se prej sam s Fičotom, pa mlad šofer. No, evo. Tudi to je lahko bonus, ne? Siguren? Ja. Siguren. Tole je pa noro, to pa ni vožnja, to so pa sanje. Ti za sanje?
tako rada z mladimi ljudmi. Se mlajš počutim, bi se kar z užitkom kam dol pelala. Samo da ste zadovoljni. Pa da ste se peljali v enem takem pravem ameriškem avtomobilu, ne? Pravim voznikom. Hvala. Hvala za velike užitke. To ne bom pozabil, dokler bom živel. Sem enega peljal iz Bleda v Ljubljano, ima 1300 Fiata. Ja. Pa ima tudi zadnji pogon, ne? In me nek tudi malo zanesel. Držal se, pa tako le držal celo pot. A ste se že kdaj peljali v kakšnem ameriškem avtomobilu? Seveda, Res? da, 200 na uro. Ne. Ja, Ne. jaz sem mislil, da bom poletel jebe. S tako norim voznikom, kot je cilj, se še nisem peljal. To v taksiju ni mogoče. Kaj takšnega v taksiju res ni mogoče, ja? Na Gorenjsk od Bleda do Bohinja. Res, to je lepa Tista cesta. cesta mi je bila najbolj všeč. Tako sem prav uživala, ko sem peljala. Imel sem dekle, ki je imela športni avto, pa še lep je bil, tako kot je bilo lepo dekle, ki ga je vozilo.